Lep pozdrav na 6. redni seji občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Ugotavljam, da smo sklepčni. Manjka gospod Hvovc, gospod Lobnik, gospa Marija Motaln se opravičila. Točka 2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje. Ima kdo kaj na zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 5. redne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 16 za, hvala, soglasno. Točka 3. Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Ne. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 16 za, hvala. Točka 4. Pregled in potrditev zapisnika 8. korespondenčne seje. Ima kdo kaj na ta zapisnik? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi zapisnik 8. korespondenčne seje občinskega sveta občine Hoče - Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Soglasno, hvala. Točka 6. Točka 5. Obravnava in potrditev dnevnega reda. Ima kdo kaj na predlagan dnevni red? Ugotavljam, da ne. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi dnevni red 6. redne seje. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. Sedemnajst za, je kdo proti? Nihče, potrjeno. Točka 6. Obravnava in potrditev predloga k imenovanju direktorice JMSS Maribor. Poročevalec, predstavnik JMSS, gospa Barbara Vodan Jecelj. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Direktorici Ireni Španinger poteče trenutni mandat 11. novembra 2023. V skladu z statutom je bilo potrebno 3 mesece pred iztekom njenega mandata objaviti novi razpis. Nadzorni svet je imenoval 3-člansko komisijo v sestavi Gorazd Škrabar, ki je tudi predsednik te komisije in predsednik nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Maribor. Potem Drago Žura, ki je namestnik nadzornega sveta JMSS in hkrati tukaj namestnik te komisije, prihaja pa strani občine Hoče - Slivnica. In pa gospa Mateja Cekić kot članica nadzornega sveta oziroma članica v tej komisiji. Informativno besedilo je bilo objavljeno v Dnevniku Večer, informativno besedilo razpisa 24.7. Potem pa je v bistvu na naši spletni strani in vseh spletnih straneh občin ustanoviteljic je bil objavljen razpis za direktorja. Ta razpis je bil objavljen 15 dni, od 24.7. do 7.8. Na ta razpis se je prijavila samo obstoječa direktorica Irena Španinger. Komisija je z njo opravila razgovor in predlagala nadzornemu svetu, da se ji podeli še en mandat. Nadzorni svet je ta predlog komisije obravnaval in se tudi nadzorni svet strinjal, da se direktorici podeli še en mandat. In zdaj je tukaj občinski sveti, občin ustanoviteljic dajo soglasje k imenovanju. Torej v bistvu Mestna občina Maribor je že podala soglasje, tudi občina Starše, Rače, Fram, tako danes smo pa tukaj, no. Hvala. Zadevo je obravnaval Odbor za negospodarske dejavnosti. Izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da na predlog nadzornega sveta JMSS Maribor za direktorico JMSS Maribor za mandatno obdobje 4 let imenuje Ireno Španinger. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo. Ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica na predlog nadzornega sveta JMSS Maribor za direktorico JMSS Maribor za mandatno obdobje 4 let imenuje Ireno Španinger. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Osemnajst za, soglasno. Točka 7. Obravnava in potrditev sklepa o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojnem, izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, predšolska vzgoja. Poročevalec, predstavnik zavoda, gospod Velički, ravnatelj. Izvolite. Spoštovani gospod župan, hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, prav prijeten pozdrav prenašam z Osnovne šole Dušana Flisa Hoče, strani vseh zaposlenih in pa učencev, ki smo 1. septembra ponovno začeli z novim šolskim letom. Srečni, da smo ponovno začeli z enim normalnim šolskim letom, brez vseh omejitev, in upam, da ga bomo v takšnem tempu, kot smo ga v mesecu septembru začeli, tudi dokončali tja do meseca junija. Zahvaljujem se vam za vse pridobitve, ki so nastale tudi v tem šolskem letu, predvsem za lansko pridobitev jedilnice in kuhinje v šoli, ki nam s pridom služi, prav tako nove učilnice, tako da smo vsaj trenutno rešeni prostorskih stisk. Kaj se pa tiče same sistemizacije za vrtec, delo v vrtcu seveda že od 1. septembra poteka normalno. No, sistemizacija je pripravljena na veljavnih normativih in standardih, ni nobene izjeme, tako da predlagam občinskemu svetu, da jo tudi sprejme in potrdi. Lahko samo povem, da so skupine v vrtcu polne, da sicer prihaja do določenih plusov in minusov, torej nekateri otroci že vmes odhajajo, na to mesto prihajajo novi, tako da je vrtec dobesedno poln, tako v Hočah, kakor v vrtcu, polnih torej 18 skupin. Hvala lepa in uspešno delo. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojnem, izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, vrtec Hoče in vrtec Rogoza. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojnem, izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, vrtec Hoče in vrtec Rogoza. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? Osemnajst za, soglasno. Hvala. Točka 8. Obravnava in potrditev sklepa o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojno, izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru, predšolska vzgoja. Poročevalec, gospa Zdenka Vogrinec. Izvolite. Spoštovani gospod župan, svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. V vrtcu Slivnica smo oblikovali skupine z 1. septembrom na podlagi vpisa, ki je potekal v mesecu marcu, in smo stremeli k cilju, da oblikujemo čim bolj homogene skupine s ciljem, da sprejmemo čim več otrok v naš vrtec. Oblikovali smo 2 skupini. Prvega starostnega obdobja kombiniran oddelek, en heterogen oddelek in pa 3 skupine homogenih oddelkov. Kapaciteta vrtca v letošnjem šolskem letu je 140 otrok, s tem, da smo na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima se za enega otroka tudi zniža število otrok, tako da imamo zasedenih 139 mest. Na podlagi pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za oblikovanje skupin in kadrovski pogoji za zasedbo delovnih mest smo pripravili tudi izračun sistemizacije, predlagali smo predlog in na podlagi seveda zakonskih podlag, in upam, da bo tudi ta predlog naš na podlagi izračunov tudi z vaše strani potrjen. Hvala lepa. Hvala. Odbor za negospodarske dejavnosti, izvolite.
Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojnem, izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru, vrtec Slivnica. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi sklep o soglasju k sistemizaciji in normativih delovnih mest ter organizaciji dela v javno-vzgojnem, izobraževalnem in varstvenem zavodu Osnovna šola Franca Lešnika Vuka Slivnica pri Mariboru, vrtec Slivnica. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke? 18 za, soglasno. Točka 9. Obravnava in potrditev odloka o občinskih cestah. Prva obravnava. Poročevalec gospod Stanko Rafold. Izvolite. Dober dan, hvala za besedo. Spoštovani, torej pred vami je predlog odloka o občinskih cestah, da ga v bistvu obravnavate in potem tudi potrdite v prvi obravnavi. Sedaj imamo v uporabi odlok, ki je bil sprejet v letu 1999 in potem dopolnjen v letu 2002. Med tem časom se je področna zakonodaja kar nekajkrat spremenila, tako da zdaj z uveljavitvijo novega zakona o cestah je naloženo lokalnim skupnostim, da sprejmejo nove odloke, ki bodo v skladu z določbami zakona o cestah. V ta namen je bil pripravljen tudi ta predlog odloka, ki je pred vami. Dejansko se vsebinsko navezuje na zakon o cestah. V njem so zajete določene predpisi, ki niso tako natančno opredeljeni v samem zakonu. Ta predlog odloka je bil obravnavan na statutarno-pravni komisiji in pa na odboru za okolje in prostor. Oba dva sta ga obravnavala in tudi v bistvu potrdila. Bila je podana ena pobuda oziroma predlog za dopolnitev 34. člena. Zdaj pamet govorim, da se ena točka razširi, da se besedilo doda, se to bo potem pri poročilu odbora povedano. Skratka, odlok je pripravljen, predlagam, da ga v prvi obravnavi potrdite in da gre zadeva potem naprej. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Lep pozdrav tudi z moje strani. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi odlok o občinskih cestah, prva obravnava. Hvala. Hvala. Statutarno-pravna komisija, izvolite. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Tudi statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu, da potrdi besedilo predlaganega odloka v prvem branju z enim predlogom, in sicer, da se v 5. točki 34. člena spremeni in se odslej glasi: v varovalnem pasu občinske ceste je prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega zemljišča v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega zemljišča vzporedno s cesto oziroma 1 meter od asfaltnega roba. Hvala. Hvala. Bomo zadevo preučili, bomo pustili glede na to, da so pripombe v prvem branju, bomo to vključili, obravnavali pri drugem branju. Tako da odpiram razpravo. Ni razpravljalcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi predlog odloka o občinskih cestah v prvi obravnavi. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Upoštevaje predlog statutarno-pravne komisije, ne? Soglasno. Točka 10. Obravnava in potrditev besedila javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti občine Hoče - Slivnica. Direktorica je odsotna, tako da bo zadevo predstavila gospa Barbara Škrlec-Cvetko. Izvolite. Lep pozdrav. V skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in uredbe o stvarnem premoženju države bo izvedena javna dražba zemljišč v lasti občine Hoče - Slivnica. V letu 2023 je namreč predvidena prodaja zemljišč v naselju Slivnica
ob Mariborski cesti in zemljišče v Spodnjih Hočah, skladno z odlokom o proračunu občine Hoče - Slivnica ter letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine Hoče - Slivnica. Zaradi ocenjene vrednosti zemljišč je potrebno, da besedilo javne dražbe potrdi občinski svet. Javna dražba bo potekala po sklopih, in sicer prvi 4 sklopi so za zemljišča v Slivnici. Prvi sklop je za parcelo 392/81 in sicer, kjer se zahteva, da bo kupec parcele zgradil komunalno infrastrukturo v skladu z odlokom OPPN za del območja SL 17/1 VKO Slivnica policijska postaja. Drugi, tretji in četrti sklop so parcele vzhodno od prejšnje parcele. Prodaja se bo vršila z odložnim pogojem, in sicer tako, da bo kupec v roku 2 let od sklenitve prodajne pogodbe pripravil OPPN, ki bo primeren za sprejem na seji občinskega sveta. Zemljišča so opredeljena kot stavbna zemljišča kot območje centralnih dejavnosti. Na vseh teh sklopih pa je predvidena gradnja storitveno-stanovanjskih objektov. 5. sklop pa je zemljišče oziroma parcela 1323 v katastrski občini Spodnje Hoče, in sicer je opredeljeno kot stavbno zemljišče in namenjeno za stanovanjski namen. Zemljišče bo prodano brez stvarnih in finančnih bremen. Hvala. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da potrdi besedilo javne dražbe za prodajo zemljišč parcelna številka 392/81, 392/82, /83/84, vse KO Slivnica in parcelna številka 1323 KO Spodnje Hoče. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Lep pozdrav tudi z moje strani. Odbor za finance predlaga občinskemu svetu občine Hoče - Slivnica, da potrdi besedilo javne dražbe za prodajo zemljišč parcelna številka 392/81, 392/82, 392/83 in 84 in pa parcelno številko 1323 KO Spodnje Hoče. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Predlagam sklep: občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi besedilo javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti občine Hoče - Slivnica po sklopih. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. (18 za). Hvala. Smo pri točki 11, obravnava in potrditev drugega rebalansa proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Predlagam, da se poročilo oziroma razlaga izvede skupaj za 11. in 12. točko, ker sta soodvisna proračuna rebalansa 23 in 24. Je kdo proti temu? Ne. Gospa Janja Zorman, naredite predstavitev za obe leti skupaj. Pozdravljeni tudi z moje strani. Torej, predlagan je rebalans proračuna za leto 2023 in pa spremembe proračuna za leto 2024. Saj je namreč več razlogov, ki so pomembno vplivali na samo realizacijo proračuna in zato tudi predlagane spremembe. Pri pripravi rebalansa proračuna in pa sprememb proračuna smo upoštevali povišanje načrtovanih odhodkov, kjer so pomembno vplivale višje cene materiala in storitev in se posledično odražajo v samem proračunu, kot so na primer oskrbe v domovih, ekonomske cene in tako naprej. Prav tako pa smo pri investicijah načrtovanih v proračunu morali upoštevati nova dejstva, ki so nastala v samem proračunskem letu in posledično spremeniti ali finančno konstrukcijo zaradi podražitev ali dodatnih del.
Prav tako se je spremenila finančna konstrukcija zaradi pridobljene nižje ponudbe na javnem razpisu ali pa zaradi zamika izvedbe posameznih investicij ali delno ali v celoti iz leta 2023 v leto 2024. Zdaj upoštevajo vse spremembe, ki so predlagane, se dejansko v letu 2024 prihodki znižajo za 964 tisoč evrov, odhodki načrtovani pa se znižajo za 2 milijona 961 tisoč evrov. V letu 2024 pa se načrtovani prihodki povečujejo za 1 milijon 259 tisoč evrov in pa odhodki za 2 milijona 755 tisoč evrov. Zdaj zaradi zamika investicij in pa nekaterih prihrankov v proračunu se načrtovano zadolževanje v letu 2023 ne bo realiziralo v višini 3 milijonov, kot je bilo načrtovano ob sprejemu proračuna, ampak bo realizacija v višini 2 milijonov. V letu 2024 se bo posledično zadolžila občina za 520 tisoč evrov, tako da skupno zadolževanje občine v letu 2023 in 2024 ne bo 3 milijone, kot je bilo prvotno predvideno, ampak 2 milijona 520 tisoč evrov. Prav tako je v teku še prodaja deleža podjetja Farmadent, kjer so bili prihodki načrtovani v letu 2023. Glede na to, da še postopek vedno v teku, smo dejansko te prihodke iz leta 2023 prenesli v proračun leta 2024. Sta pa predlog rebalansa proračuna in pa sprememb proračuna bila obravnavana podrobneje še po posameznih odborih. Hvala. Hvala. Mogoče še eno pojasnilo. Prihodki od prodaje Farmadenta še zdaj AVK, Agencija za varstvo konkurence, ni dalo soglasja, to pa je tista zadeva, ki je potrebna, torej da se lahko prodajna pogodba realizira, je odložni pogoj, tako da upajmo, da jim bo to uspelo v enem letu narediti, to pomeni letos jeseni. Zdaj k točki 11. Drugi rebalans proračuna 2023 so obravnavali odbor za negospodarske dejavnosti. Izvolite. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi drugi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Prav tako člani odbora predlagajo občinskemu svetu, da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Odbor za finance, izvolite. Člani odbora za finance predlagajo občinskemu svetu, da potrdi drugi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2023 in tudi 2024, ker smo te točke zdaj nekako združili. Prav tako člani odbora predlagajo občinskemu svetu, da potrdi letni program ravnanja z nepremičninami, nepremičnim in premičnim finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2023 in 2024. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem, izvolite. Pozdravljeni še v mojem imenu. Člani odbora za gospodarske dejavnosti in turizem predlagajo občinskemu svetu, da potrdi drugi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku in spremembe za leto 2024 po skrajšanem postopku. Prav tako člani odbora predlaga občinskemu svetu, da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem za leto 2023 in 2024. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Najprej k tej točki. Člani odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu, da potrdi drugi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Prav tako predlagamo,
občinskem svetu, da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Hvala. Statutarno pravna komisija, izvolite. Statutarno pravna komisija je oba dokumenta uravnavala z vidika skladnosti z zakonodajo in drugimi občinskimi predpisi oziroma akti in predlaga prvič, da občinski svet potrdi drugi rebalans proračuna za leto 2023 po skrajšanem postopku in da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem za leto 2023, enako ali pa ekvivalentno pa tudi za leto 2024. Hvala. Hvala. Ugotavljam, da ni bilo poslanega, predlaganega nobenega amandmaja, tako da predlagam pri točki 11 sledeča sklepa. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi drugi rebalans proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 18 za, soglasno. In drugi sklep pri točki 11. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2023 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 18 za, soglasno. Glasovanje pri točki 12. Tukaj še bo gospod Krivec podal Ok, gremo po vrsti. Kdo ni podal za leto 2024? Odbor za negospodarske dejavnosti. Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da potrdi prve spremembe proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Prav tako predlagajo občinskemu svetu, da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Odbor za finance, vi ste za obe leti, ne? Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem, izvolite. Torej, odbor za gospodarske dejavnosti in turizem predlaga občinskemu svetu, da potrdi prve spremembe proračuna za leto 2024 po skrajšanem postopku, prav tako, da potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2024. Hvala. Odbor za okolje in prostor, izvolite. Člani odbora za okolje in prostor predlaga občinskem svetu, da potrdi prve spremembe proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Prav tako predlagamo, da občinski svet potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Statutarna pravna komisija, gospod Hvavc, vi pa ste podali za obe leti. Tako da predlagam prvi sklep pri točki 12. Občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi prve spremembe proračuna občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj potrdi z dvigom roke. 18 za, hvala. In drugi sklep, občinski svet občine Hoče - Slivnica potrdi letni program ravnanja z nepremičnim, premičnim in finančnim premoženjem občine Hoče - Slivnica za leto 2024 po skrajšanem postopku. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. 18 za, hvala. Točka 13. Obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelni številki 1469/26 KO Spodnje Hoče, poročevalec gospa Maja Krajnc. Izvolite.
Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Občinskemu svetu se predlaga, da se za potrebe izvedbe menjalne pogodbe ukine status grajenega javnega dobra na parceli 1469/26. Ta parcela v naravi predstavlja v bistvu opuščen jarek čisto na skrajnem jugovzhodnem delu industrijske cone I11. Ker je na njem ustanovljen status javnega dobra, je namreč treba najprej to plombo iz zemljiške knjige izbrisati, da se lahko sploh ta menjalna pogodba izvede. Drugi dve parceli pa sta dejansko ob Miklavški cesti. Potrebni sta pa zaradi priprave projektne dokumentacije za izvedbo krožišča na tem območju zaradi velikega prometa in pa zaradi ureditve parka, ki bo tudi sestavni del te projektne dokumentacije. Menjava je predvidena 1:1, kar pomeni brez doplačila, če ste pa pogledali kvadraturo, pa gre razlika samo v 2 kvadratih. Hvala. Mogoče še dodatno pojasnilo. Ta sredstva, ki smo dobili z načrta za okrevanje in odpornost 1 300 000, je noter treba predvideti modre in zelene ukrepe. Tako so jih imenovali na ministrstvu, tako da mi smo to lahko edino, kar se fizično drži, je bilo na tistem slepem črevesu, kar je označeno z modro. Glede na to, da je ta parcela interesantna za podjetje ADK, mislim, da smo šli dosti na boljše, bodo ti ukrepi, to je od zasaditve dreves, elektropolnilnic, klopi, mislim, da smo mogli 10 ukrepov postaviti, bo vsi torej na tem območju bo bolj prijazni torej pešcem, kolesarjem, katerih je večja frekvenca tukaj, ampak ti ukrepi so bili potrebni, da smo ta sredstva dobili. Toliko mogoče še v pojasnilo. Zadeva obravnava Odbor za okolje in prostor. Izvolite. Člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskem svetu, da sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelno številko 1469/26 KO Spodnje Hoče. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razpravljalcev. Predlagam sklep: Občinski svet Občine Hoče - Slivnica sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na parcelni številki 1469/26 KO 696 Spodnje Hoče. Kdo je za ta sklep, naj to potrdi z dvigom roke. Za. Hvala. Smo pri točki 14, pregled investicij v teku. Zadevo bi morala poročati direktorica, pa je bila ena izredna situacija in je ni tukaj, tako da je vse zapisano po točkah o tekočih investicijah. Če je kako vprašanje, izvolite, bomo zapisali, pa boste v naslednjem tednu dobili odgovor. Če ni zdaj vprašanja, če bo jutri, pa lahko prav tako pošljete mail, pa bomo poslali odgovor. Ugotavljam, da ni vprašanj. Smo pri točki 15, vprašanja in pobude. Izvolite. Gospod Lobnik, izvolite. Pozdravljeni. Jaz bi samo vprašal, na prejšnji seji sem vprašal za zemljišča v Magni, katera so se razpršeno prodala. Zdaj pa ne vem, je bil odgovor, jaz sem ga spregledal ali ga nisem videl. Je bil, še vam ga lahko, ne to za Magno. Za zemljišča, ne? Tu je, ja. Aha, to je. Aha, dobro, to pol pa še za nadzorni svet, ne, danes še na... Je pa ena točka prej. Danes še ni bilo predlagateljev na internetu, na spletni strani. To je del zapisnika. Ja, samo še ni bilo, na internetu pa ni bilo še.
Kdaj je bilo naloženo? 7 dni prej. V petek 22. je bilo naloženo. Vse se vidi, kdaj je naloženo. Se vidi, tudi sledljivost je, lahko pridete, pa vam damo izpis. Še kakšno vprašanje, pobuda? Izvolite, gospod Golob. Zdravljeni, hvala za odgovore. Seveda me vabite, da si to na občini v finančni službi ogledam, vse te pogodbe. In jaz bi še samo prosil pogled v transakcijski račun občine in to je ta, ki je bil odprt pri NKBM, IBAN imam zapisan, bil je pa 2017 odprt, zaprt pa 2020. Tako da to bi še edino prosil takrat, ko bom v računovodstvo, da bi tudi to še lahko pogledal. Kdaj boste prišli? Bom prosil, vse bom to naprej, nič ni. Povejte. Ja, nič ni to. Samo to sem hotel dodati. Mogoče kot drugo. Sem pa opazil v razlagi sofinanciranje vozovnic krožno-kabinske žičnice, pa me zanima, ker je to z mestne občine bilo, smo prejeli pobudo, ste zapisali sofinanciranje vozovnic. Zdaj pa, katere, ali to sofinanciramo njihove vozovnice ali tudi za naše občane? Tukaj je še potrebno, mi ne moramo na isti način subvencionirati kot mestna občina Maribor, ker oni so 100% ustanovitelj podjetja Marprom, ki s tem upravlja, tako da ko bo pravilnik, takoj ko bo, ga pošljemo vsem svetnikom. Mi smo mogoče v drugi poziciji kot občina, karikiram, duple Kungota, ker naši občani nekateri živijo na Pohorju in porabljajo to za javno sredstvo. Nagibali pa smo se, da bomo pripravili, ne vem, 2 scenarija. Sam se bolj nagibam k tem, da bi subvencionirali mesečne pa letne, torej tisti, ki uporabljajo to kot dnevni prevoz. Rabimo pa ta pravilnik, katerega nam pripravlja tudi skupna občinska uprava, tako da takoj, ko to dobimo, pošljemo seveda vsem svetnikom. Pa odločamo na naslednjem občinskem svetu. Ja. Naslednji niz vprašanj pobud pa se nanaša na drevored. Prvo vprašanje, zakaj niste upoštevali mnenja edinega botanika zaposlenega na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede? Drugo, zakaj ste nam predstavili projekt, ki je bil nepopoln skozi to tudi protizakonit? Saj niste imeli uradnega mnenja, da za tematsko pot ni potrebno imeti gradbenega dovoljenja. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je ta projekt ničen, zahtevam ponovno glasovanje. O čem zahtevate novo glasovanje? O investiciji v drevored. Lipov drevored. Takšnega glasovanja ni bilo, investicija je v proračunu, verjetno ste pa mislili DIP, dokument identifikacije investicijskega projekta. Ja, ampak vseeno iz teh nepravilnosti je ta neveljaven. Dobro, imamo sklep, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, ampak vse bomo predstavili tako že. Gospod Golob, zdaj jaz govorim, ko ste vi govorili, sem pustil vam besedo, pustite, da končam. Seveda se še izdeluje PZI, projekt še ni dokončen in ko bo izdelan, bo javna predstavitev, kjer bodo vsi videli, kaj je mišljeno. Zdaj, strani fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede je dekan odredil kompetentnega človeka, sam se v avtonomnost univerze, kaj šele fakultete ne spuščam, tako da človek, ki je sodeloval, je bil dodeljen strani Univerze v Mariboru. Še kakšna pobuda? Izvolite, gospod Hvavc. Jaz se bom najprej navezal na tole zadnjo zadevo okrog drevoreda.
Jaz sem že večkrat opozarjal, da ta občinski svet, pa občinska uprava seveda tudi zraven določene pomembne stvari uvrščamo ali pa uvrščate na korespondenčne seje, na izredne seje, s tem se onemogoči neka razprava ali pa sploh postavljanje vprašanj in tako naprej. Podobno je bilo tudi pri tem drevoredu, ki je bil obravnavan mislim, da na tretji redni seji, kjer je bil dodatno uvrščen kot dodatna točka. Zakaj je taka panika? Zakaj sedaj komaj javna razprava? Zakaj ni bila že prej upravljena? Jaz pač teh stvari ne razumem, ampak okej. Bom tukaj končal. Pa gremo naprej. Na tretji redni seji sem postavil vprašanje ali pa pobudo za ureditev prometa z pešci v Slivnici tam pred vrtcem. Tretja redna seja je bila 7.3. Na četrti redni seji sem opozoril, da odgovora nisem dobil. In prosil še enkrat za odgovor. Sedaj je 3 dni manj od 7 mesecev od takrat, ko sem jaz postavil vprašanje, pa odgovora še nimam. Prosim lepo, da mi v skladu s statutom, zakonom in poslovnikom omogočite kvalitetno delo kot občinski svetnik. Zato pa potrebujem informacije, potrebujem vaša pojasnila. In to malo bolj hitro kot v 7 mesecih. Že prej sem omenil, da se pač nekatere stvari sprejemajo na raznih izrednih sejah, korespondenčnih in tako naprej. Podoben primer je bilo tudi podeljevanje nagrad in priznanj, kjer je bilo upravljeno to na korespondenčni seji. Jaz sem sicer vesel, da ste potrdili našega člana, dolgoletnega člana Slovenske demokratske stranke, gospoda Ornika, za častnega občana občine Hoče - Slivnica, ampak na sam postopek pa imam pomisleke. Mi za vsako leto naprej točno vemo, kdaj bo občinski praznik. Zakaj? Zakaj moramo potem to ad hoc, na brzino, na neki korespondenčni seji take pomembne stvari obravnavati? To so pomembne stvari. Mi smo že januarja 1. vedeli, kdaj bo občinski praznik. Pa dajte prosim lepo se organizirati tako, da bodo ti postopki lahko speljani tako, kot se spodobi, pa v skladu s poslovnikom. In še ena stvar. V gradivo drugega rebalansa proračuna, to je v kadrovskem načrtu, stran 87, mislim, da je, piše, da je župan, se pravi gospod Soršak, da ste zaposleni, redno zaposleni na občini Hoče - Slivnica. Koliko jaz vem, to ne drži. Ali spet prišlo do kakšne spremembe. In me zanima, kje ste zaposleni, redno zaposleni. Ne vem, eni govorijo na Snagi, eni ne vem kje, ne vem, jaz ne vem. To me sicer niti toliko ne zanima, razen mogoče samo zaradi kolizije interesov. Snaga je koncesionar, če ste res zaposleni tam, je to malo nerodna zadeva. Tu ste župan, tam pa pač zaposleni, ne vem na kakem delovnem mestu. To želim odgovor. Mi smo bili obveščeni seveda, da boste funkcijo upravljali neprofesionalno. To pomeni, da ste verjetno mogli neka pooblastila prenesti na druge osebe v občini. Drugače jaz to ne znam predstavljati. Če ne delaš profesionalno, verjetno ne moreš, oziroma imaš polna pooblastila, če pa nisi profesionalc, pa verjetno mora nekdo drug za tebe nekaj upraviti, neke stvari. Se pravi, ali so bila kakšna pooblastila
formalno tudi prenešena na podžupana oziroma na kjerokoli drugo, tretjo osebo na občini. Pa prosim odgovor preko 7 mesecev. Hvala lepa. Hvala, se opravičujem, da niste dobili vseh odgovorov, boste dobili. Zdaj možno, da je kakšna napaka v proračunu, torej še vedno sem nepoklicen župan, nisem zaposlen Snaga, niti v nobenem podjetju, ki bi bilo kakorkoli v javni lasti ali delno v javni lasti. Pooblastil ni prenešenih, zmorem delati oboje, nekatere stvari opravi direktorica občinske uprave, podžupana pa skladno s svojimi nalogami upravljata podobno kot prej. Tako da, če vas zanima, nisem vam dolžen, sem zaposlen v zasebnem podjetju. Toliko, tam je napaka. Zdaj, jaz verjamem, da se zgodi pri tako obsežnem dokumentu kot proračun napaka, drugače pa, če bi pogledali pomemben del finančni, pa bo občina letos porablja manj sredstev za župana. Ne. Tako da nisem pa pri Snagi, jaz sem tu že čul Snaga, Nigrad, enkrat celo Evropska komisija, tako da nič v zvezi z javnem v zasebnem sektorju. Še kakšna pobuda, vprašanja? Ugotavljam, da ne, s tem zaključujem 6. redno sejo občinskega sveta občine Hoče - Slivnica.